Spoštovani gledalci, danes imamo veliko čast, da v naši majhni krščanski televiziji gostimo gospo Jožico Kališnik, dolgoletno pevko skupine Avsenik, vendar danes se ne bomo spraševali o njeni pevski karieri, kjer je dosegla pravo legendarno ime, pač pa jo bomo spraševali o njeni veri. Draga gospa Jožica, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Pa veseli smo, da vas gostimo pri nas in tudi velika čast za našo televizijo. Mogoče kdaj drugič se bomo srečali v vašem pričevanju o glasbi in o vašem glasbenem ustvarjanju. Danes bi se pa pogovarjala o vaši drugi zelo plodoviti plati vašega življenja in sicer o vaši osebni veri. Predtem pa vas moram vprašati, odkot izvirate, kdaj ste rojena in kako je bilo z vero v vaši družini? Ja, rodila sem se v Špitaliču, v Tuhinjski dolini, to je pri Kamniku. Lahko rečem, da smo bili mi čisto običajna, tradicionalna krščanska družina. Oče in mama sta, odkar ni bilo več, ker smo v bližini cerkve stanovali, sta bila tudi mežnarja, moram reči, nekako zvonili smo v vseh prilikah, ker je bilo potrebno od pogreba do. Vera je v naši družini vedno bila prisotna. Bili smo vedno pri vseh nedeljskih svetih mašah, ko pa smo imeli doktor Doklerja od leta 1956, ko je prišel v Špitalič, ni imel kam iti, je bil pri nas pol leta in potem še nekaj časa na hrani, ker je bilo v župnišču gostilna in pa trgovina je bila, ne, po vojni. In potem so jo spraznili, zelo se je boril in seveda naša hiša je veliko pomagala pri tem, ne. Mama je potem velikokrat tudi sama bila pri sveti maši, to je bila mečkana fara, ne. Ampak pač čas je tekel in morali smo se preseliti potem. Ko sem se poročila, smo prišli v Kamnik, Vrhpolje pri Kamniku. Torej lahko rečemo, da ste bila res iz verne družine doma, od vernih staršev, ki so se trudili biti kristjani in celo pomagati v župniji in župniku biti na pomoč. In to je tudi zaznamovalo vašo osebnost in vašo osebno vero. Vendar bi sprašal, kako pa kasneje, ko ste bila pevka, kako je potem potekala, bi rekel, pot vaše osebne vere in te otroške vere, potem v pubertetniško vero ali mladeniško vero. Danes pa vemo, da ste zelo aktivna v službi Gospodu, ker vidimo te razne vaše publikacije in ste zelo, bi rekel, delovna na tem področju, plodovita. Kako pa je bilo nekoč mogoče potem po tisti otroški veri z vašim odnosom do Boga? Ja, mi smo doma vedno tudi pred jedjo in po jedi molili in med dnem, čez dan, skoraj nič, mislim, ker se enostavno nismo spomnili, da je to tudi bi bilo prav in potrebno, ampak zjutraj pa večer pa vedno tudi, ne. Zvečer smo tudi molili še doma v Špitaliču rožni venec, no, ko sem. In to je ostalo samo dol, ne, v Špitaliču. Ko smo se prišli v Kamnik, poročila sem se in mož ni bil tiste tako verne družine in to je enostavno prešlo. Samo molitev, angelovo češčenje in pa pod tvoje varstvo in to je bilo potem dost za zvečer, ne, za skupno molitev. No, ko sem pa prišla k Avsenikom, 80. leta sem se poročila, 82. sem prišla k Avsenikom in
seveda čisto drugo delo, enostavno niti človek ni pomislil, da bi bilo potrebno tudi se še kaj več udejstvovati kjerkoli na duhovnem področju. Še tisto, kar sem imela že prej, malo bolj ukoreninjeno, mi je splahnelo, ne. Ampak sem pa v enem času, tudi recimo 84, ko sem bila doma, ko sem rodila potem v jeseni hčerko, sem bila celo leto doma, to je pa nekako se mi malo vzpodbudilo. Še prej, mislim, da je bilo pa to 81. leta, sva pa z možem prvič šla z osebnim avtomobilom v Medžugorje. Ne moram reči, da se je mene kaj posebej dotaknilo, ker enostavno eno tako blokado sem imela. Nisem bila dovzetna do duhovnosti, vendar takrat pa mislim, da je moža se je bolj dotaknilo to romanje dol kot mene. Ampak pač čas je tekel naprej, 87. sem še sina povila v mladnih. Čestitamo. V pomladi. In dela je bilo veliko, ne. Ko me ni bilo doma, je v pomoč moji mami, ko se je tudi ona priselila v našo novo hišo na Vrhpolju, z nami smo skupaj stanovali. Je ves čas, ko mene ni bilo doma, je potem, ko sem bila recimo 10-14 dni odsotna zaradi turneje z Avseniki, je bila pri meni sestrična, ki ni imela otrok, je bila sama, pa je lahko prišla, ne. Ampak vse je bilo še površinsko, ne. Se pa spomnim potem zadnje obdobje, ali pa, ja, bom kar rekla zadnje obdobje, po drugem otroku, sem pa, ne vem, zdelo se mi je, da je treba več dati družini, kot pa samo običajno tisto večerna ali pa jutranja molitev, ki ni bila kratka, ampak je trajala kar 5-6 minut, malo smo jo podaljšali. Z otroci, ne, tako da to hčerko je ostalo zelo, je tudi zelo poglobljena. Sin pa muska in sicer tudi hčerka je muzikant. Ja, ona je profesorica glasbe, v osnovni šoli uči, sin je pa še študent. Za sina je bolj pomembno zdajšnje življenje, ne? Ja. Glasba in tako naprej. Ampak jaz sem takrat, lepo mi je bilo, ko mi je sestra večkrat dala kakšno molitev, to je pa zelo lepa, prinesla je mami, a ne. In seveda sem se jaz tudi malo bolj lotila branja teh, tako potem sem pa že na pamet znala, tako da znam zelo, zelo veliko na pamet molitev, ki jih tudi preko dneva zdaj ob delu. Se pravi, še kakšne posebne molitve so Ja. to niso ti navadni obrazci, se pravi, čujem. To so pa bolj, bi rekla, meditacijske molitve, ne? Da razmišljaš tako od raznih svetnikov, pa o Mariji veliko, pa o srcu Jezusovu, pa za družine, pa za domovino, vse to imam vsak dan te molitve. Potem sem pa nekako, ko sem skozi imela tudi naročen glasnik Kraljice miru, ne, iz Kuraščka. Kurešček. Ja. In sem enkrat videla, samo ob ponedeljkih ni svete maše, ker je Marija želela, da bi vsak dan se sveta maša darovala v tej obnovljeni oziroma na novo pozidani stari cerkvici Kraljice miru na Kuraščku. In sem rekla, samo v ponedeljkih ni, nekaj moram narediti. Pa sem poklicala ene znance, druge sosede iz naše fare, tako da je bil poln avtobus. Vendar jaz sem pa, seveda mama je bila takrat že okrog 90 let stara, ne?
Vaša mama še živi? Ja, ne, zdaj ne živi več. V 98. letu je umrla. 98. Leta 2005. Lepa leta. Ja, lepa. In takrat sem jaz z osebnim avtom peljala mojo mamo, pa še eno sosedo, ki bi težko prišla na avtobus, ne bi mogla stopiti gor, zato sem jaz z avto peljala. In prvo romanje je bilo malo raztrešeno, ni bilo tisto pravo romanje, bolj izletniško bi rekla, ne. Kar je bilo samo res sveta maša, je bila lepa. Daroval jo je pater Ernest, se mi zdi, frančiškan v Kamniku. No, potem sem pa ugotovila, da res sem pa eno drugo gospo prosila, če je ona vozila te, ki so bili bolj betežni že, z osebnim, jaz sem bila pa na avtobusu. No in potem smo to res molili v avtobusu, rožni venec, po poti. No in s časoma se je nekako po enem letu, začeli smo z majem mesecem. Po enem letu, ravno tako maja, smo pa tudi se odločili, da bomo, se pravi, ti romarji in pa še nekaj drugih, da smo začeli z molitveno skupino v Tunicah nad Kamnikom. 1 leto in pol smo bili gor, potem pa 1 leto in pol v Mekinjah, kjer je uršulinski samostan tudi. No in vedno sta ta duhovnika bila, sta darovala, ne, v Mekinjah tako. No in potem smo pa začeli pa pri frančiškanih v Kamniku in to je pa zdaj že 8. leto. In vi ste voditeljica teh molitvenih skupin? Ja. Pravi, ta vaša dejavnost se je nekje začela z Kureščikom, če sem prav razumel, neka poglobljena vernost in romanje in povečana aktivnost. Tako, ne? tako. Spravi, na Kureščku ste vi bila nagovorjena, srčno, duhovno in ste rekla, nekaj pa moramo zdaj tu storiti in se začela z romanji in z molitvenimi skupinami. Ja, pa ne tako zgodaj. Bom rekla, kar čez nekaj časa. Se pravi, v pomladnih mesecih leta 2000. Kaj pa vaša osebna vera je, bi rekel, doživela neko poglobitev ob tem? Vaše srce, bi rekel, je bolj verjelo, mislim, imate več vere v takrat ali več upanja, več ljubezni, Bog vam je bliže. Je bilo kakšen prelomni dogodek, da ste vi rekla, zdaj pa maše ni, zdaj pa mora biti maša, ali je bilo kaj drugega mogoče, da v tistem trenutku mogoče vas je res Bog poklical brez kakšnega posebnega dogodka, ne? Ja, brez kakšnega posebnega dogodka. Nič ne moram reči, nobenih čudežev nisem jaz doživljala. Večkrat sem šla tudi v Medžugorje, pač nočni skok z gospodom Maksom Kozjekom. To sem najraje, ker... To zvečer se gre, oziroma kako ne? Zjutraj se pride v Medžugorje, ves dan si tam? Ob 3-4 že? Ja, ob 4-5 včasih. In potem si pa tam ves dan do večera, kako ne? Tako. In se potem pride nazaj, po večerni maši si šlo pa nazaj. In smo bili zjutraj ob 5-6 spet v Ljubljani. Krasno. Ja. Ni naporno? Sploh ne. Ne? Ne. Ker Spite potem 2 noči? Mislim, med ponoči, ne, zelo malo sem spala. Mogoče sem malo zadremala med vožnjo, nisem pa, da bi res ne spala se, ne. In to še vedno poteka, ne? Ja, no, zdaj sem bila večkrat tudi tako, da sem prespala dole 2 dneva, 2 noči. Pa gremo tudi z drugimi skupinami. Ampak samo to romanje, če bi kdo želel, recimo, za 2 noči in 1 noč iti v Medžugorje, 1 dan, se še vedno lahko prijavi, verjetno, pri gospodu Maksu. Ja, to sigurno, pri gospodu Maksu, vsej zadaj so na predzadnji strani, na glasniku Kraljice miru je itak vse vedno zapisano. Ja, nekako nisem bila jaz zadovoljna, ali pa nisem imela dosega samo rožni venec nismo mogli moliti, ne.
vedno na naših molitvenih srečanjih, ki jih imamo ob petkih. In sem začela, ker sem imela zelo veliko raznih molitev. Recimo tole molitev rožnega venca z Božjo besedo. Gospa Jožica, to ste vi napisala ali kako? To Ja. ste vi sestavila ali napisala? To sem pa lahko Gospod pošlje delavcev na svojo žetev. Ja. Molitev rožnega venca z Božjo besedo. To ste vi napisala, prav? Ja. Vzela sem svetopismo in se rožne vence, pač posamezne skrivnosti sem iskala, kaj bi se Našlo v Svetem pismu. našlo v Svetem pismu in sem s pesmijo in z besedo sem nekako oplemenitila razmišljanje za posamezno skrivnost. To se mi zdi zanimivo, če bi kdo od duhovnih pastirjev, duhovnikov ali kdorkoli želel, mislim, da lahko najde naslov gospe Jožice, jo pokliče, mogoče mu pomaga, da si pridobi iz bogate zbirke njenih delc kaj koristnega za svojo, bi rekel, skupino ali kakšno župnijo ali kakšne romarje, tako da bo kar bogato. Se pravi, vse to ste pa vi napisala, kar je tu na naši mizi. Ja, vse. Zelo pomemben se mi zdi ta rožni venec, razmišljanja o posameznih skrivnostih s prošnjami. Prvo gradivo sem dobila pri očetu Špeliču na Bizelskem, ko je bila ena manjša knjižica. Izdal je pa, to je na prvi strani, tam Vetrinski, v glavnem Celovcu sem dobila prvo osnovo, potem tudi od gospoda Snoja, se mi zdi, da je Snoj, tudi izdal družinski rožni venec, ampak prošnje so bile pa iz Celovca. Zelo lepo. Mislim, da je to zelo koristno za romarje. Za avtobus. Ja, ko romamo na daljšo pot, vedno to s seboj vzamem in razmišljamo. In ko smo na molitveni skupini, po sveti maši v petkih ob 9, ko imamo pri frančiškanih, imamo od 9:30 do 15:60, 3/4 ure. In ko sem prvič svetli del, recimo, oni so kar dost poznali, svetli del pa niso poznali toliko ljudje. In ko sem jaz to prvič šla k ambonu in brala, se pravi, del iz Svetega pisma in pa potem, ali pa iz teh dveh knjižic, že ki je izdano bilo, in potem prošnja, je rekla ena gospa Marjeta, ki je vedno na vseh naših srečanjih, je rekla, tako kot sem pa danes doživljala ta rožni venec, ga pa še nisem, ker ga je prvič slišala. Se pravi, tudi globoko verni, kot je ona, so doživljali čist drugače rožni venec, ker Zdrava Marija, Sveta Marija, pa vse molimo, oboje. In ima človek res možnost doživljati posamezno skrivnost poglobljeno. Vsekakor globoko verni ljudje še vedno lahko še globje doživljajo Boga. Ja. In prav to vi s temi vašimi publikacijami, ki so pa praktične, se pravi so meditacije, so za romarje, za skupine, lahko veliko pripomorete. Vidim tu različni naslovi so ura molitve za mir, potem pred najsvetejšim, za duhovnike, po Mariji k Jezusu, molitev rožnega venca, veseli del, križev pot. Ste vi napisala križev pot? Ne, to sem, eden je prepisan iz družine, sem ga pretipkala, Ja. Drugi je pa od gospod Razinger mi ga je dal. Razinger. Ampak je mu samo tako na dveh straneh natipkano, jaz sem ga pa potem opremila z vsem tisto, kar je potrebno. No, ko smo romali v Medžugorje, sem jaz s tem Luka Tursom, sem precej pesmi napisala
Med pretipkala. romanjem ali med vožnjo z avtobusom? Ne. To sem s seboj in vsi romarji so dobili izvod. Lepo. Ja, in vedno, ko gremo. In na koncu pa še molitve. Sveti angel, varuj me, dobra mati, vodi me, sveti duh, bodi z menoj, ljubi Jezus, hodi pred menoj. To je za jutranjo Lepo. molitev. Tisto, lepo. če kdo nima časa, ki mora razmišljati o službi, je to tisto bistvo. Kratko in globoko. Potem molite za domovino, k svetemu duhu. Mogoče za domovino je zdaj kar aktualno. Zelo aktualno v 20-letnici. Lahko Saj znam preberete, na oziroma pamet. za pamet. Ja, seveda se Krasno. to. Vsemogočni Bog, v tvojih rokah je usoda narodov in posameznikov. Odpusti nam in našemu narodu grehe nevere, krivice, sovraštva, sebičnosti in needinosti. Pomagaj nam, da bomo v naši domovini ustvarjali duhovno in gmotno blaginjo v prijateljstvu in ljubezni, kakor se spodobi za tvoje otroke. Obvaruj nas nevarnosti vojne, uničevanja našega naroda in vsega, kar nam hudega grozi. Sveta Božja mati, pod tvoje varstvo se zatekamo in ti izročamo našo domovino, ki te časti kot svojo mater in kraljico. Vse naj nas spremlja tvoja pomoč in tvoj blagoslov. Zelo lepo. Takoj se mi poraja ideja, da so to resnično sestavljene molitve iz vašega srca To je in iz molitev Svetega Duha. iz družine, ki sem jo pretipkala in se je Ja, naučila. nekatere so takšne. Ampak mnoge stvari so tudi lepo izbrane, bi rekel to, in napisane. In bilo lepo, če bi vi to zbrala v eno celoto in bi bila en taki romarski priročnik. Tako da mislim, da bi veliko dobro naredil. No. Tu imamo tudi molitev blagoslov starega človeka. Torej, kot vidim, ste vi inspirirana, če se tako izrazim, na marijanski duhovnosti, še posebej, ne? Kurešček, Ja. potem gospod Špelič, Ja. Medžugorje, skupine molitvene romanja na te Marijina Svetišča, svetišča in potem ta vaša, bi rekel, dejavnost teh molitev, ki so lepe. Ja. Ko smo rekla sem, pejmo še k obrestanico, v slovenski Lurd. In koga drugega kot očeta Špeliča sem povabila in prosila. Rekel, kako sem srečen, v tej cerkvi pa še nisem maševal. In takrat je prišla tale lepa molitvica, ki je on nam jo povedal, in ena gospa je pa lepo tole pripravila. Mogoče bi samo obrnil očeta Špeliča. Ja, lahko gledalci vidijo. Ob tem vašem plodovitem krščanskem življenju in dejavnosti se pomagate tudi invalidki, gospe Jani Blatnik, in ste z njo izdala njene knjige. Torej, to knjigo pa sedaj ste vi zadnjo izdala, kaj z njo? To je njena 7. knjiga. Na poti življenja ni sreče brez trpljenja. Iz 6 knjig so zbrane v tej knjigi vse zgodbe njenega življenja, ker se je počasi izpovedovala. Ona je izredna ženska, tudi spreobrnenka, in tukaj vse obrazlaga, piše, in je srečna. Srečna, ker lahko trpi. Srečna, ker ima vsak dan bolečine. Srečna, da lahko pomaga ljudem s pisano besedo. In ni dneva, da ko ljudje pač kupijo in dobijo njeno knjigo in jo preberajo, da je ne bi kdo poklical. In se zahvaljeval, vaša knjiga me je spreobrnila. Gospa Joži, ali bi lahko kakšno pesem zapela v živo? Ja, lahko. Prosim. Molitev o gospa moja, to je v glasbu profesor Viktor Mihilčič.
ki je umrl pred 2 letoma, starosta slovenskih skladateljev, Kamničan, no, živel je zdaj v Kamniku in jo je takole lepo uglasbil. O, gospa moja, o, mati moja, tebi se vsega darujem in da se ti vdanega skažem, ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce. Sebe popolnoma vsega, ker sem torej tvoj, o dobra mati. Varuj me in brani me, varuj me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen. Čudovito. Sem razmišljal o vaši družini in o vašem možu. Je srečen človek. Vi mu kakšno lepo zapojete in je zopet mir v hiši. Lepo, Bogu hvala za vaš čudoviti glas. Lep dar imate, res. Božji dar. To pa res. Tega se zavedam, ker to je res naraven talent in ker se ga prej nisem zavedala, je to Božji dar. Ne. Zato pa zdaj res rada grem v cerkev in zapojem. Bogu na čast, Mariji na čast. Imate tudi svoje koncerte mogoče v cerkvah? Nimate? Ne. Pevsko se več profesionalno ne ukvarjate? Ne. Ne. Rada pa grem v kakšne skupine starejših, v domu upokojencev, starejših občanov, ali na to medgeneracijska srečanja, ki jih imajo po Sloveniji. Pa tudi sama, ne. Včasih imam spremljavo Citre, Tomaža Plehotnika, zdaj zadnje čase, ne. Prej sva s Mihom Dovžanom pa predvsej imela koncertov po Sloveniji pred 10 leti, 8 leti nazaj. Zdaj pa tako, sem pa tja, kaj takega. Jasno. Posnela pa ste kljub temu nekaj cerkvenih pesmi, ne? Kakor sva se prej pogovarjala z vašo prijateljico. Ja, tudi sovaščanka, sofaranka, bom rekla, iz iste fare sva, z Nevle pri Kamniku, Brigita Vrhovnik Dorič, takrat je bila še Vrhovnik, mislim, da sva leta 98 posnele 10 Marijinih pesmi in nekaj Srce Jezusov tudi. In mogoče se bodo kaj slišala. Ste bila zadovoljna s tem vašim skupnim projektom? Je kaj bil odmeven? Torej, to je kaseta ali... To je bila kaseta. No, pa smo naredili pač CD tudi, ampak pozneje sami, ne. Mislim, se je doma prepekel krnilih, ampak za darilo ni problem, ne. Sva se večkrat že pogovarjali z Brigito, da bi še posneli naprej, da bi res tudi radio oziroma založba Ognjišče izdala tudi CD lahko, ne. Pa kar ni prišlo do tega. Enkrat ena ni imela časa, potem druga ni imela časa, potem hčerka ni imela časa, da bi na orgle naju spremljala in čas gre naprej, ne. Gospa Jože, mi vam pomagamo, da bi naredili en video in CD, naprimer ljudske cerkvene pesmi iz pesmarice in bi bila tudi odlična
odličen pastoralni pripomoček. Namreč tega nimamo in ne znamo, tudi duhovniki ne znamo peti, ljudje ne poznamo pesmi, je pa ogromno tam. Dajmo se dogovoriti. Lahko. Prosim. Tako bi rekel, poleg tega talenta pevskega imate tudi igralski talent, kot se vidi pri vas. In bi vas prosil, da tako iz vašega bogatega srca izrečete molitve, oziroma neke misli bi prosil, misli iz knjige Janje Blatnik. Bi lahko povedala nekaj teh misli, ki so izredno lepe in globoke? Ena iskrica, jih imenujem jaz, ki tudi kroži po internetu, sem jo dobila, pa nič ne piše, da je to Janja Blatnik. Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš. Ta svet je lep, če nekoga rad imaš. Če roko stisneš komu, ki ga kaj boli. Ta svet je lep, če si človek do ljudi. In še ena druga, ki je bilo vodilo za njeno 5. knjigo. Življenje je kot reka, ki teče in odteka. Spomini pa so tisti, ki spremljajo človeka. Naj ti bo v duši lepo in pri srcu toplo in nikoli tako hudo, da poti naprej ne bi videlo tvoje oko. Vse to so iskrice Janje Blatnik in še cel kup jih je drugih tudi. In Janja, kot vidim, je invalidka. Invalidka, že več kot 20 let na invalidskem vozičku. Nesrečna roka zdravnikov, ki je kar večkrat so bile operacije neuspešne. In zadnja operacija, ko naj bi postala zdrava, so je pa položili na invalidski voziček. Neuspešna. Vidim, tu govori sama, da je našla novo pot iz labirinta svojega življenja, na kateri se je psihično umirila. Ja. To verjetno vera? Vera. Kako, bi rekel, smo ljudje dostikrat hitro sodimo druge ljudi, prezremo bogatstvo srca, ki ga imajo ljudje, mogoče, ki trpijo, ki so invalidi, ki so revni, ki so kakorkoli drugače, mogoče nam na oko nezanimivi, ne vidimo pa bogatega srca, notranjosti, talentov, pa tudi ljubezni, ne vidimo človeka. Točno. Zato ona rada gre v cerkve, da jo župniki pokličejo, ali pa je ona pokliče, če želijo. Namesto pridige, namesto nagovora, je njeno pričevanje. Krasno, jo bomo povabili. Ja, lepo. Po vas v to našo oddajo. Ja, samo ne sme biti stopnic, ne? Jo. To je pa lepo pri njej. Tudi molitve, ki ste nekatere sama sestavila. Vidim tukaj molitev za škofe in nadškofe, za vsakega posamezno. Tu imate za nadškofa Turnška molitev, prav zanj, ki so še posebej potrebni molitve in podpore, ti naši vrhovni pastirji. Spomnim se tudi akcije prenove v duhu, ki si je razdelila vse duhovnike v Sloveniji in najmanj 1 ali 2 človeka molite za vse duhovnike, seveda tudi za škofe in nadškofe. Vi pa ste prav sestavila molitve za naše škofe in nadškofe. Koliko jih je teh molitev sestavljenih? Moram popraviti, to nisem jaz sestavila, vendar sem iz ene molitve k srcu Jezusovmu pač
prikrojila, samo moram reči. Tudi za med drugimi škofi in pa vse duhovnike po posameznih škofijah, da bi se molila 10 rožnega venca in tale molitev. Z brezmadežnim srcem Marijinim, svetimi angeli in svetniki ter dušami iz vic, pozdravljam in častim petero svetih ran našega odrešenika Jezusa Kristusa in v te rane dajem vse slovenske škofe in duhovnike. Daj jim, kadarkoli slavijo tvojo sveto žrtev, ogenj svoje Božje ljubezni, da bi ga dalje mogli dajati dušam, ki so jim zaupane. Potem pa bi bilo pametno, da bi se tiste osebe, ki bi se žrtvovale, tisti verniki, ki bi to molili za kakšnega škofa, recimo bi se dogovorili, jaz bom za tega, ti boš za tega, ali pa za duhovnike posameznih škofij, da bi dodali k tej tudi posvetilno molitev k Jezusu Kristusu kralju, tisto, ki se moli na prvi petek. To bi bilo, mislim, potem popolna. To bi bilo potem popolna molitev za našo deželo, za našo cerkveno, duhovne pastirje in sploh cerkev, ker se veste, zgled je tisti. Niso vsi duhovniki toliko sveti, da bi dajali zgled ljudem v vsakem trenutku. Ne? To se nekako, vsi smo ranljivi, ne? In zlo zdaj hudo napada. Z repom miga do konca. In če se ne bomo res zavzeli, kristjani, poglobili svojo vero, in če ne bomo pomagali eden drugmu, začenši pri sebi, v družini, v skupnosti, potem bo še hujš, kot je. Če bomo pa z roko v roki delali, se bomo Slovenci dvignili. Lepo povedano, ja. To je isto, kot pravi Marija v privatnih razodetjih, da z molitve in postom lahko zaustavimo vojne. Točno. In Božja beseda tudi obljublja, ja, da bo tisti, ki in narod, kar velja za narod, kakor za posameznika, ja, da bo on skrbel za tega človeka, da bo na koncu le bilo dobro to, kar se dogaja z njim, tudi preko preizkušenj. Tako da tu vas podpiram in razumem in z vami sem istih misli v tem, če bi se mi Slovenci obrnili k Bogu, pa tudi v moralnih vprašanjih bi bilo nekoliko lepše. Ampak upamo na naše spreobrnenje, posebej nas duhovnikov, da bi dali res dober zgled. Pa tudi vas, takšnih laikov, kot ste vi, oziroma bratov in sester v Kristusu, ki imajo srce za Gospoda in za našo Gospo Marijo in mamo v Jezusu. Ali bi vas lahko prosil še za kakšno molitev, preljuba Gospa? Glejte, še tole, če bi prej lahko povedala. Zdajle smo v 20 let naše dežele. Naše samostojne. Že? Ja, 20 let bo vsak čas bo 20 let. In tudi tega sem se nekaj lotila. Pripravila se tudi ena skupina, ki bi malo več naredili in da naj bi bila tudi 9-dnevnica za domovino. Poglobljena s kakšnimi molitvami. Pač za vsak dan, 9-dnevnica. In prav tale molitva Preljuba Gospa presvetega srca je tudi ena tistih, ki se mi zdi, da bo prišla v to 9-dnevnico in se takole glasi.
Preljuba gospa presvetega srca, prosi Boga za vse grešnike sveta, za Božjo milost, za tiste, ki še niso spoznali Božje ljubezni, za mir na svetu, za odrešenje sveta. Usmili se, vsemogočni Bog, nas grešnikov, ubogih Evinih, zapeljanih otrok, zdaj in vekomaj. Amen. 9-dnevnico za našo državo bi lahko tudi uresničili preko naše televizije. Tako. Kar nekaj ljudi nas že gleda, tisoči, 10 tisoči, pravzaprav vsak dan. In bi vas kar prosili, če bi lahko vi z nami sodelovali v tem velikem projektu za državo. Zdaj se tretji dan dela. Tretji dan se dela. Ja, ko bo stvarjenje 7. dne, povejte, potem še 2 dneva samo ostaneta. Ja. Prej sem vas te vprašal, ker ste vi zdaj vse naše škofe preštela in nadškofe in kardinale, koliko imamo zdaj Slovenci kardinalov, koliko imamo nadškofov, koliko imamo škofov, koliko pomožnih škofov? Glejte, kardinala sta 2, gospod Rode in Ambrožič, v Torontu. Potem imamo 3 nadškofe. 3 nadškofe. Ja, gospod Hočevar, Stanislav v Beogradu. Potem imamo upokojene škofe, ki jih je treba se ravno tako veliko oni doprinašajo lahko za poglobitev vere in molijo. In pa škofje, pa pomožni škofje. Vseh skupaj je točno 20. 20? Vsega, 14. 6 je pa škofij. 6 je pa škofij. Ja, in potem sem tu tudi za 10 rožnega venca, se čisto en skrivnost, razdelila tudi posameznim škofijam za vse duhovnike, posameznih škofij. Lepo. No in to, ko sem prebrala, to zanga se mi je zdelo, da bi bilo najbolj primerna 10, ki je od mrtvih vstal, za gospoda Turaška. Lepo. Sedaj sploh, ko je v naši škofiji tako težko. Ne vem, prav navdih sem imela za kjerga škofa, za kjero škofijo ali za nadškofe, kakšna 10, da. No. Joži, povejte, kaj pa sedaj v tem času počnete, ko žal se tudi profesionalno več ne ukvarjate z glasbo? Rekel, ta talent, tudi s cerkveno glasbo, pa poleg tega, da ste dejavna na duhovnem področju, mislim, da ste kar veliko pripomogla rasti Božjega kraljestva in če bo z tega nastal en priročnik za romarje in za skupine, bo tudi vaš delež slovenske naroda kar močan. Priročnik za romarje obstaja. Naredil ga je pa gospod Ojsteršek iz... To je kar nekaj priročnikov, ampak mislim, da vaš bi bil tudi zelo bogat in lep. Ja, jaz imam že pripravljene molitve za vse potrebe, ki je, mislim, okrog 50 strani. Krasno. Na A4 formatu. In to zdaj počnete, bi rekel. No, to je že zgodovina. Zdaj počnem pa te stvari, to, kar sem omenila, ta 9-dnevnica bo zdaj, pač še z drugimi v skupini bomo to dorekli vsega. V maju mesecu imam namen iti v Medžugorje, se bom pridružila mariborskim romarjem. Jaz se bomo iz Kamnika, da bo 15 prostih mest, pa bomo šli Pater Laurenci, on bo pa vodil, frančiškani, on še vedno vsega 13. v mesecu pride sem in vodi molitveno skupino, ki jo ima. On je pa zdaj pri nas. Dolgoletni mariborski župnik, moj novomašni pridigar. Lepo. Lepo ga pozdravite. Hvala bom. Morala bova zaključiti. In najbolj primerna in ena zelo lepih molitev, ki jo vi znate tudi na pamet, je Vse z Jezusom. A lahko slišiva to? In naj bo tudi prošnja za vse nas.
Baje jo je napisala ena Uršulinka, izdale pa so jo karmeličanke iz Sore. Dragi gledalci, s to molitvijo naše drage gostje, gospe Joži Kališnik, končujemo današnjo oddajo in vas prav lepo pozdravljamo in v srcih oba blagoslavljava. Živiva skupno, ljubi Jezus. Brez tebe manjka mi moči. S teboj se ne bojim viharjev, če moj čolniček vodiš ti. Moliva skupno, ljubi Jezus, in naj en klic prodre v nebo. Če s tabo molim, večni Oče, gotovo me uslišal bo. Deliva delo, ljubi Jezus, vse misli, pota in skrbi. Obilen blagoslov bo želel, če z mano delaš, Jezus, ti. Trpiva skupno, ljubi Jezus, naj zbada trnje, rani križ, izpiva grenki, bridki kelih, sladak bo, če z menoj trpiš. Ljubiva skupno, dobri Jezus. Srce je tvoje sreče vir. Odaj nebeške mi ljubezni, daj moji duši Božji mir. In s tabo si želim umreti, s teboj se smrti ne bojim. Ob tvoji roki 3-krat sveti, naj še v nebesa pohitim. In ko umahnem v težkem boju, bo tvoj še zadnji moj smehljaj. Takrat, usmiljeni moj Jezus, dobrotno mi odkleni raj.